Dober večer, dobrodošli in dobrodošli v Atriju ZRC. Najlepša hvala vsem, ki ste se odzvali na to povabilo in se odpravili prav sem oziroma izbrali prav to izmed množice prireditev, ki se dogajajo v teh temnih tednih. Mislim, da upam, da vam ne bo žal, ker danes predstavljamo eno zelo posebno knjigo, ki ima že naslov nekoliko poseben, Hodopisi, to je novotvorjenka, upam, da se bo prijela. Gre pa za zbirko 10 tekstov, ki, kot smo zapisali v vabilu, okretno meandrirajo med esejistiko in antropologijo in še marsičim drugim, o katerim bosta pa več povedali avtorici te knjige, ki sta nocoj z mano. Na moji desni je doktorica Nataša Rogelja-Caf, na levi doktorica Špela Ledinek-Lozej, jaz sem pa Agata Tomažič. Tako da, kot rečeno, ta knjiga je pravzaprav posebna, ker ne gre za običajno publikacijo, kakršne izhajajo pod okriljem založbe ZRC, ne gre za znanstveno pisanje v strogem pomenu te besede, o čemer bomo več razpravljali, kaj to pomeni, ampak gre v bistvu za neke tekste, eseje, napol potopise, hodopise, ker je pot vedno potekala peš, to jim je skupno, to je ta čudovit naslov, ki je v angleščini ravno tako hudomušen in se glasi Footnotes, je pa še bolj dvoumen v bistvu. In pravzaprav se cela ta vajina skupna pot, ker večinoma, mislim, pri enem tekstu sta celo obe avtorici, drugače potem ste si nekako razdelili, je to izbor, ampak vendarle se pa je vse začelo julija 1995, tako da vaju vabim, da se uvodoma vrnemo v tisti čas, od katerega je minilo koliko 30 let že, ja? Ko sta se dve študentki antropologije odločili, da se bosta peš podali po poteh Šauring in sta to kar noro idejo takrat tudi uresničile. Mene zanima, kako, kaj ste si mislili, da bosta, mislim, sta dejansko si predstavljali, da bo to vama uspelo, sta se česa bali in potem na koncu vam bom pa zastavila še isto vprašanje, ki vam ga je zastavil profesor takratni. Kaj mislite, da sta s tem dosegli? S tem, da zdaj veste, kaj sta dosegli. Tako da ne vem, katera bom. Ja, lepo pozdravljeni. Vse skupaj se je začelo pred 3 desetletji s Šaurinkami. Z Natašo so se vračali iz poletne šole etnologije, ki so jo na oddelku za etnologijo organizirali vsako poletje v Piranu. In sama sem imela takrat neke druge ambicije za raziskovalno delo. Nataša je že poprej sodelovala z kolegi iz oddelka in ko mi je predstavila raziskavo v Šaurinkah, me je nekako navdušila. Še najbolj pa me je pritegnilo ideja, da bi skupaj odkrili pot. Predstavljala sem si sicer to odkrivanje poti in pohajanje po poti nekoliko drugače, kot se je potem izkazalo, ampak vendarle je ratalo potem na podlagi tega najinega skupnega štopa iz poletne šole etnologije 30 letja nekega prijateljstva in tudi nekih skupnih raziskovalnih naprezanj. Mogoče bi jaz sam še dopolnila to Špelino pripoved z nekim mojim spominom o Istri in raziskavah, ki so takrat potekale v Istri. Takrat je bila veliko zanimanje za Istro in Šaurinke in to novo nastalo mejo. In nekako na teh poletnih šolah, kjer sva se midve s Špelo tudi srečali, to je bila mediteranska poletna etnološka šola, se spomnim, da je bilo grozno veliko prispevkov o šaurinski identiteti, o Šaurinkah. In naj v bistvu niso zanimala toliko ta identitetna vprašanja, kot naj je zagrabila prav taka mladostna radovednost vezana na njihovo pot, a ne.
ker slišali sva, da so te ženske prehodile 125 kilometrov vsak teden v 3-4 dneh. Ne? In to, če si preračunaš v dneve, če si preračunaš v vse letne čase, ker so hodile pač v vseh letnih časih, sva enostavno nam je pograbila ta radovednost, kaj to pomeni. Ne? Sva pa potem nekako plule tudi na tem valu zanimanja še v ring. Špela, bi ti še kaj dodala? Ja, da če odgovorim potem na to vprašanje, no, ki si ga zastavlja na koncu, kaj sva takrat, ko naj je najin mentor, kateremu bi se tudi na tem mestu žal prezgodaj preminuli Borut Brumen, zahvalili za njegovo spodbudo, za njegovo resnično mentorsko delo in tudi za neko odprtost, dostopnost do najine nekoliko drugačne metodologije, kajti po prvo seminarsko nalogo so se takrat odločili, da bomo oddali v obliki fotostripa. V obliki fotostripa, kaj to pomeni? Ne? Fotografije, ki so jih posneli na najini trgovski poti, so opremili zgoraj s citati iz intervjujev, ki so jo opravili z eno izmed najinih sogovornic, spodaj pa z izseki iz najinega terenskega dnevnika. Borut Brumen ni imel nobenih težav s tem, da sva oddali seminarsko nalogo v taki obliki. To sva potem tudi kasneje prelili v monografijo in v obliko razstave, ampak ključna zahvala gre njemu, no, da je bil odprt do te novotarije. Ne. No, ampak, če bi zdaj odgovorili Borutu Brumnu, ko smo potem po 3 desetletjih vnovič pogledali, prebrali knjigo in odprli škatlo s starimi zapiski in poskušali napraviti esej na sveže za to najino monografijo, sva ugotovili, da tisti odgovor, ki sva ga takrat sami dali njemu, da sva pač doprinesli k razpravam o šovrinizaciji, nacionalizaciji Istre, pravzaprav ni pravi, ampak da je odgovor ta, da sva s tem najinim pohodom in hodečo metodologijo napravili pionirsko delo pravzaprav nekje drugje. In to je k neki metodologiji raziskovalnega dela, ki se lahko opravlja tudi hodeč. No in ne vem, par stvari ste omenili, ki jih moram komentirati, ker namreč, ja, to so res fotografije in ne vem, morda jih je par tudi v tem izboru, ko ga gledate, ki so pač nastale, to so vse fotografije, ki so nastale na teh vajinih poteh. Tukaj je pa dejansko zanimivo, da je ta prva zgodba, po poteh še v ring, se pravzaprav prepletajo zapisi iz tistega dnevnika iz 90-ih let in potem nekako razširjeno je, ne? Tako da nekako ta dialog med vama izpred 30 let in vama zdaj, tako sem jaz to nekako dojela. Je pa tudi, kar dela zgodbo res zanimivo in je resnično na meji neke literarne pripovedi oziroma nekega literariziranega potopisa, če hočete, so pa tudi te inserti čistko seveda srečevanje z ljudmi, ne, se ljudje so tisti, ki delajo to pot, recimo klele, piše takole, iz terenskega dnevnika 16. julija 1995 pred pokopališčem ob cerkvi svetega Petra. Ob 5. zjutraj naj pred pokopališčem zbudi mož v delovni obleki. Kaj ste? Ste živi ali mrtvi? Vzkliknem. Zakaj spiva po pokopališkem zidu, oboroženi s fotoaparati in kamero, mu uspeva razložiti le na pol. Tukaj bi mogoče omenila, da pravzaprav ja, to je bila trgovska pot, to je bila pot teh žena, ki so hodile iz zaledja prodajati stvari v Trst, je pa tudi bila to v bistvu območje, ki je zelo gosto prepredeno s tihotapskimi potmi. A vam je bilo zaradi tega kaj strah, recimo, ste kdaj pomislili kaj, da se kakšnim nevarnostim po tej plati izpostavljata? Ne moram reči, da nam je bilo strah, takrat smo imeli 22 let, tako da to je obdobje, ko si nesmrten in te ni strah. Ne. Ampak so pa te zgodbe o tihotapcih, o ljudeh, ki so bili v zaporu zaradi tega, ker so bili osumljeni, da so pomagali ljudem prečkati mejo ali prenesti neke stvari, bile žive med ljudmi. Tako da tudi med temi najinimi informatorji, sogovorniki so pač obstajajo zgodbe, kako so bile
trgovke, ki so dobro poznale te poti, potem obsojene za neke prekrške, ki jih so ali niso storile, ampak pač naj bi pomagale ljudem poiskati neke poti čez mejo in potem so tudi pristale v zaporih. Tako da tega je bilo tudi dosti slišati. No. To je v bistvu vprašanje, na katerega sem pričakovala odgovor. Ne, zastavila sem ga pa tebi, zato ker si zaposlena kot raziskovalka na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije in verjamem, da te tega ni strah oziroma ne nasedaš verjetno na te dostikrat hipertrofirana medijska poročila, ne, o tihotapstvu tudi ljudi. Špela pa je z Inštituta za slovensko narodopisje, to je v bistvu to, kar sem še pozabila povedati. Ampak bi kaj dodala še? No, ker si omenila ravno to zgodbo o spanju pri pokopališki cerkvi. To spanje pri pokopališki cerkvi Svetega Petra je bil pravzaprav pobeg od komarjev v eni močvari takrat, ne, in mi so bili neizmerno zadovoljni, da so takrat prispeli na plano. Takrat namreč nismo imeli niti Google navigacije, tako da smo dejansko hodili po ustnih navodilih in po nekem zemljevidu, ki ga je priskrbel Natašin star oče, Natašin ded, nekih specialnih kartah. Ne. In to spanje pred pokopališko cerkvijo, kjer naj jo je na nedeljo zjutraj zbudil ta gospod, je bil prečudovit vhod v teren, kajti on je šel zatem k sveti maši in pri maši povedal, kaj se mu je primetilo na vse zgodaj, in od takrat naprej so naj povsod čakali in vrata so bila povsod odprta. Tako da včasih so takšne dogodki, ne veš, kje se ti vrata odprejo, ne? Včasih tudi spanje pred pokopališko cerkvijo. No, ampak pravzaprav ne bom rekla ravno, da ste šli ste seveda po stopinjah še v ring, morda nekoliko pa tudi po teh tako imenovanih Orlovih terenskih ekip, ki so v vaši stroki že pravzaprav nekoč pred nekaj desetletji utirale pot nekemu takemu raziskovanju oziroma pravzaprav pešačenju in nekemu temu stiku v živo z informatorji. Je tudi to vplivalo na to vajino odločitev ali je to samo naključje? Ne, na Orlove terenske ekipe, o katerih piševa oziroma piše Nataša o eseju o Goričkem in Porabju, na to smo se pa spomnili šele takrat, ko smo začeli z našim eksperimentalnimi skupinskimi hodinarji, kot smo poimenovali Walking Seminars, in vzporedno je bila tudi to leto, ko smo z Natašo končevali knjigo, v Slovenskem etnografskem muzeju razstava, ki jo je pripravil kolega Miha Špiček o Orlovih terenskih ekipah in kako so se podajali na pot v glavnem peš s kolesom ali z vlakom. In ko smo si ogledali to razstavo skupaj, tudi s kolegi iz celotne programske skupine, v kateri zdaj skupaj sodelujeva z Natašo in izvajamo naše hodinarje, smo potem pač razmislili tudi o tem, premotrili in Nataša je zelo lepo zapisala v svojem eseju, da smo na nek način primerljivi predvsem po tem, da hodimo skupaj po terenu, ampak naša zanimanja so pa nekoliko obratno oziroma nasprotujoča so. Če so Orlove terenske ekipe takrat iskale in skušale iztrgati pozabi, kar se je še iztrgati dalo, nas zanima pa to, kaj ljudje sami želijo prezentirati in predstavljati, uprizarjati kot dediščino. Mogoče samo še en mali komentar tle. Hoja, pač antropologi oziroma etnologi, seveda hodimo vse skozi, so hodili in hodimo na terenu, ker to je pač ena od človeških dejavnosti, a ne. In zdaj, kar smo midve v tem historiatu opisali v knjigi, je, da so že mnogi pač pred nama hodili na terenu na ta način, da so pač, ne vem, za svojimi sogovorniki po terenu opravljali intervjuje, ampak
razlika, ki se zgodi potem v začetku 21. stoletja, je pa ta, da hoja pride pač v nek fokus metodološki tudi. In to iz tega razloga, ker se zgodi obrat, ki ga v antropologiji imenujemo čutni obrat. In v tem obratu se nekako besede, govor, diskurzi umaknejo v ozadje, izkušnje, telesne izkušnje, čutne izkušnje pridejo v ospredje. In seveda hoja je tle ena od metod, ki vstopi v ospredje v tem obdobju. Mogoče samo toliko, še preden se pomaknemo na drug pojmovni sklop, si bom privoščila še eno dobesedno pritlehno opazko. Vidim, da sta obe dve obute v čevlje za hojo, pa me zanima tudi zasebno, kakšen je odnos do hoje. To je, recimo za Špelo vemo, da je pravzaprav že ti je bilo ozibko položeno, si otroštvo preživela na Šmarni gori, verjetno. Kako sicer je to tvoj primarni način premikanja hoje tudi v zasebnem življenju? Ja, rada bi več hodila, kakor hodim. Dejansko pa ja, ko sem bila do svojega 18. leta, mislim, da sem mogla za zajtrk prehoditi 300 metrov in potem še vedno za večerjo 300 metrov. Tako da to je neka druga dispozicija, ki jo imaš v življenju, neka druga naravnanost, da tudi višinske metre meriš. To je pač 3 Šmarne gore, ne? To ni pač nič, to se da 1000 metrov kadarkoli prehoditi. Ne? Ja, to sem opazila, da imam glede tega neko drugo dispozicijo. Nataša pa jadra, ne? Oziroma je jadrala, zdaj ne vem, to je tudi nek kar prvobiten način premikanja, verjetno bi kaj v zvezi s tem dodala še? Mogoče, ne vem, jadranje in hoja in mogoče tudi kolesarjenje včasih spada med ta počasna premikanja, no. In da mene osebno pač pritegnejo ta počasna premikanja, med njimi je tudi hoja, ki je verjetno nekako najbolj človeška, najbolj celostna v smislu vseh čutov, ki jih pač s telesom lahko razvijemo. Ampak ja, jadranje je tle zelo blizu, tudi zaradi te počasnosti, ki dovoljuje ta prazen prostor, premislek med tu in tam. Hvala. Kot rečeno, verjetno je to vzrok tudi, zakaj so ti zapisi tako drugačni, ker ti zapisi so res tudi veliko teh prvoosebnih opažanj, veliko teh čutov, čutne dimenzije, ne, dimenzije čutov, ne samo vidnih dražljajev, tudi zvočnih in ostalo. Pa vendar me zanima, a ste imeli pred očmi naslovnika teh besedil? Ker to niso samo znanstvene, to niso samo za vajine kolege, si predstavljam, bila pisana. Kako je bilo s tem razmislekom? Ja, jaz mislim na splošno, ko pišeš, da pišeš, da je pisanje namenjeno neznanemu bralcu. Ne vem, mogoče lahko vsak pri sebi to tudi premisli, jaz ne vem. In da se ta potem most z bralcem šele potem naknadno naredi, no? Kot da bi pošiljal te besede v bistvu neznano na nek način, ne? Ne vem, mogoče drugi na drug način pišejo, jaz na tak način pišem. Nimam bralca konkretnega pred očmi, no. Bi še kaj? Ne, tudi sama nisem imela bralca, sem bila pa zelo vesela, da je moj mož prebral in rekel, da je zelo zanimivo, ne, ker ti ne prebere, ne prebavi vsega, tako. No, saj ravno to sem hotela reči. Kaj so pa kolegi, vajni stanovski kolegi, če je kdo imel kakšne pripombe, kaj so povedali? Im je všeč ta način, kako pa stroka to vrednoti, prav z vidika točk, recimo, je to kaj manj točk pomeni, če smo zdaj zelo neizprosni? Ja, jaz bi rekla, da, ne vem, da najini kolegi so lepo sprejeli to knjigo, ki spada v neko tako robno pisanje. Mogoče tudi zato, ker se
dotakne bralca, vsaj to je moje mnenje, ne samo čez ta racionalni kanal, ampak mislim, da tudi čez emotivni. Ampak problem pri takem pisanju je seveda tudi točkovanje, ki si ga omenila, ne. Pač antropološki, recimo potopisi, eseji, ne vem, žanr, kamor recimo bi se lahko umestila ta knjiga, ne čisto, ampak recimo v enih točkah je tudi, se pomika proti recimo kreativnemu etnografskemu pisanju, eksperimentalnemu etnografskemu pisanju. In to pisanje je po eni strani težko objavljivo, po drugi strani velikokrat ne zasede tistega mesta, ki dobi veliko točk, ne, in je potem to lahko problem. Jaz tega iz moje pozicije zdaj ne vidim kot problem, ne. Verjamem pa, da če si na začetku svoje kariere, da to zna biti problem. Kako pa je recimo s temami, pač teme, ki jih obravnavata v teh zapisih, koliko si to lahko, oziroma koliko imaš ta svobodo, da si to določita temo same in koliko je to bil v okviru nekega projekta? Lahko tebe morda prosim za to oceno okvirno. Ja, pravzaprav te eseji, ki so nastali skupinsko, ki so nasledek Hodinarjev, so nastali v okviru programa oziroma programa Dediščina na obrobjih, v katerem sodelujeva z Natašo in še z nekaterimi sodelavci, ki se jim na tem mestu zahvaljujem tudi za njihov prispevek, ne, za fotografije, da so nama jih dovolili, da jih objaviva, za njihove misli, za vsa sodelovanja na delavnicah večernih, za soorganizacijo Hodinarjev, ne. Podpisane sva sicer v knjigi samo midve, ampak to je kolektivno, sad nekega kolektivnega dela, saj so vsi našteti pri posamičnih esejih. Poleg tega pa je Nataša pridobila v zadnjem lanskem letu še projekt biografije istrskih poti, kjer je tudi sestavila lastno ekipo, kjer prav tako sledimo metodologiji Hodinarjev in prečimo istrske poti, tako da bo neka alternativa Blodnjaku po Istri, ne, nastala, svojstvena alternativa. Ne vem, mogoče o biografijah istrskih poti, Nataša, ti kaj več? Kaj pa lahko še prej o Hodinarjih? Zdaj smo pa že tokrat omenili to besedo, da mislim, da si pa zasluži, oziroma si občinstvo zasluži, da tisti, ki je ne poznajo, da slišijo. Kaj je to za ena nova skovanka, ne vem, dam tebi? Ja, mogoče, jaz sem tudi razmišljala, kaj si ti odgovarjala vmes, da mogoče je fajn povedati res tudi, kaj so te Hodinarji, ne. To je prevod, slovenski prevod angleške besede walking seminars. In mi smo ga pač poslovenili kot Hodinarji. Gre za ne samo za metodo hoje, ampak za širše, za neko metodologijo. V smislu, da mi recimo konkretno v naši programski skupini si zastavimo neko raziskovalno vprašanje, ki je vezano na področje, kjer hodimo, kjer izvedemo ta Hodinar. Potem več dni hodimo v skupini raziskovalcev, razmišljamo o tem vprašanju, se pogovarjamo, zvečer imamo delavnice, ki nekako, v katerih si delimo opažanja, si delimo mnenja. Po poti seveda srečujemo sogovornike, opazujemo, smo v pokrajini, na katero je to raziskovalno vprašanje vezano, in potem na koncu, ko se razidemo po 3-4 tednih, napišemo vsak svoj raziskovalni esej. Mi smo jih imenovali raziskovalni eseji.
ker smo želeli prav v tem projektu, za katerega si vprašala, biografija istrskih poti, združiti metodo hoje tudi z metodo pisanja. In potem te raziskovalne eseje, ki so v bistvu nek nedokončan tekst, če si predstavljate, ne vem, terenski zvezek je pač neko začetna zabeležka v terenu, končni tekst je objavljen znanstveni članek in vmes med tema dvema tekstoma je en velik prostor, po mojem mnenju ena velika črna luknja, ki jo je fajn zapolniti s temi vmesnimi koraki, z vmesnim pisanjem. In tak raziskovalni esej je vaja v tem zapolnjevanju, ko pač na nek način materializiramo naše misli, ampak ne še dokončno, ne še za objavo, ampak za našo refleksijo, za pogovor z kolegi. In v taki metodologiji je pač na koncu tudi težko avtorstvo določiti, oziroma je zelo pomembno, da so vsi ljudje pač vedno omenjeni in da se vsi počutijo dobro v končni fazi v taki skupini. No? Mogoče samo, da sva se metodološko navdihovali pri teh hodinarjih, pri metodologiji, ki jo je razvil kolega Nick Sheppard z Danske za svoje hodinarje po Južni Afriki, kjer je strnil sodelavce, kolege iz različnih disciplin in so si zelo podobno zastavili vprašanje in hodili, potem razmišljali o tem. Malo smo pa tudi potem prikrojili to metodologijo tukajšnjim okoliščinam. Zanimivo pa je, da sva kolega Nicka Shepparda srečali v Santiagu de Compostela, kamor smo se že dolgo časa nameravali skupaj podati peš, potem pa je bila tam slučajno neka CF konferenca, kjer je bil zelo zanimiv panel. No, dobro, to. Tako da za drugo knjigo, ja. Jaz bi zdaj mogoče vsem prebrala en odlomek iz te knjige, in sicer iz antropološkega eseja z naslovom Blatne stezice in papirnaste cvetice porabja. Papirnaste cvetice imajo dolgo zgodovino. Njihova sled v prostoru pa seže vse do izumiteljev papirja na Kitajskem, ki so ta tanek čudež uporabljali v različne namene, za izdelovanje svetilk, zaves in okraskov, tudi papirnih cvetic. Ta relativno enostavna in učinkovita tehnika zaljšanja življenja s papirnimi rožami se je kasneje razcvetela, kontinuirano ali diskontinuirano na različnih koncih sveta, tudi uporabijo. O razširjenosti papirnih cvetic pričajo različni viri, tako starejše legende in zidne poslikave, kot številni spletni zadetki, pa tudi večno sveže rože, skrite v predaljih Monoštorskega muzeja. A naj slednje ostane zaenkrat še skrivnost. Zidna poslikava Fritza Geigerja v gradu Trausnitz v današnji Nemčiji, imenovana Obisk kraljice Sabe pri Salomonu, je podlaga za eno takšnih legend. Napis nad podslikavo Sapiens oculacior argo, modri vidi več, je namreč povezana s papirnimi lilijami in zagonetko kraljice Sabe, s katero je preizkusila kralja Salomona. V dar mu je kraljica prinesla papirne cvetice, ki so bile na videz povsem podobne pravim in s tem preizkusila njegovo pozornost in modrost. Sledeč legendi se je Salomon dobro odrezal, ko je s pomočjo čebel razkril, da lilije niso bile prave. Pa so bile zato kaj manj pristne? 3-dnevni hodinar po Porabju in Goričkem, nasičen z dediščinskimi projekti, originalnimi zgodbami, tipičnimi vzorci in razpisi, ki zahtevajo primerjavi z vsakdanjimi praksami, toge in pravilne odgovore, se je zdel poseben prav zaznavi sobivanja pričakovane, večkrat s financami in drugimi sistemskimi mehanizmi podprte in ukalupljene originalne reprezentacije dediščine s praksami, ki krmarijo v morju vsakdanjih pomenov, potreb, pragmatizma, meja, domačnosti, spominov, priložnosti in omejitev. Papirne cvetice, ki so in niso cvetice, ki so in niso pristne, ki so in niso lokalne, ki so muzealizirane, celo vpisane v register nesnovne kulturne dediščine Republike Slovenije in vendar ostajajo skrite v predaljih, se zdijo dober začetek razmišljanja o dediščini, dediščinah in dediščini na obrobjih.
Torej, verjeli ali ne, po radiu se da pisati tudi skozi perspektivo papirnih cvetic in dejansko je to Nataši uspelo, ker se te cvetice potem javljajo oziroma se ponavljajo kot rdeča nit, kot neka metafora in potem tudi razklenejo. Kot boste videli, če bi si želeli knjigo kupiti, ki je danes, to je trenutek za EPP, na prodaj za 20% popustom, to moram povedati. Ampak morda še eno vprašanje v zvezi z pisanjem oziroma z hodinarji. Hodinarji so pač predpriprava, so neko dragoceno kresanje mnenj in podobno. Kaj vama obema ljubše, ta del na terenu ali potem pisanje? Ja, meni je vsekakor ljubši, predvsem pa lažje se podati na teren. Čeprav se mi je tudi že primetilo, da sem iz terena pobegnila, ampak pri tem nekako nikoli nimam strahu, no, in se zelo prostodušno lahko grem, ne. Dočim na drugi strani pred pisanjem, predvsem takšnim, ne zdaj nekimi administrativnimi maili, ampak resnim pisanjem, pisanjem eseja, ne, ki te potrebuje celega, imam pa vedno neko strahospoštovanje, strah in se vedno, mislim, da se izogibam, da vedno pač neke drobne opravkice iščem, preden se resno vržem v stvar. Potem pa se mi tudi lahko zgodi, da padem v nek tok in da začnem sčasoma uživati v tej svoji kreativni dejavnosti. Zagotovo imam pa več spoštovanja oziroma strahu in da mi je trše delo, no, trši oreh, kot pa terensko delo. Kaj pa Nataša? Jaz mislim, da je da je vsekakor fajn neko harmonijo vzdrževati med tem terenskim delom in pisanjem, ne. In da mogoče, ne vem, neko pisanje brez izkušenj, saj ni treba, da je to terensko delo, ampak brez nekih izkušenj, a ne, saj jaz mislim, da mnogi literati tudi gradijo na svojih izkušnjah, ki potem pretopijo pač v literarna dela, ampak in da pisanje brez teh izkušenj je velikokrat lahko prazno in obratno, ne, če pa pač ne zapišemo nekaj, pa pač ostane nekako skrito pred svetom na nek način, no. Meni osebno je pisanje ljubše, čeprav imam rada tudi teren, no, ampak tule v pisanju se mi zdi, da je tudi več, da je paleta različnih pisanj, ali kako naj temu rečem. Obstaja ta zabeležiti in obstaja ta zapisati, a ne. Meni je najljubši pisati, ki ga umeščam nekje vmes, a ne, med zabeležiti in zapisati. Ker ta pisati vmes omogoča, vsaj meni osebno, neko tako razmišljanje v pisanju, neko osebno meditacijo tudi, ne vem, nek moj prostor ali pa neko mojo komunikacijo s svetom, ne vem. Hvala. Zdaj bom prebrala pa še en odlomek in sicer z zapisa oziroma iz eseja Špele Ledine Kloze z naslovom Odgoni živine, iskanje opuščenih kazonov in praznik transhumance. Z podnaslovom, ki je tukaj res ključnega pomena, se mi zdi, mobilno opazovanje z udeležbo. V okviru raziskave v življenju in delu v Bohinjski planini Krstenica sem poleti 1998 dnevno sodelovala pri jutranjih odgonih in popoldanskih prigonih živine s pašnikov. Potem, ko sem v Češnjanski planini preživela pašno sezono, mi je bila ob septembrskem odgonu zaupana skrb za hribarjevega telička. V Češnjico sem namesto slednjega sicer prignala kuharjevega junca, a na srečo se je zaupani mi teliček kmalu našel. Pogosto sem informacije o preteklem življenju v planini zbirala tako, da sem sogovorci obiskala opuščene ali delujoče bližnje planine ali pa se povzpela na vrhove, ki so ponujali razgled na planinsko pokrajino oziroma na dandanašnjo zeleno puščavo, kot so domačini v Posočju poimenovali zaradi opuščanja paše zaraslo pokrajino. In potem recimo še nek tak utrinek iz terenskega dnevnika, ki se mi je zdel tudi zelo, mislim, vse je tako posuto z nekimi takimi
z zanimivimi podrobnostmi. To je bilo pa iz Terenskega dnevnika 13. avgusta 1998. Danes smo gnali pod Mišelski preval, daleč nad jezerca. Jalona je ostala na jezercih, krave pa gredo, ene bolj, druge manj. Ene so dobre vodnice, druge pa čisto zmešane in rinejo s poti oziroma se ustavljajo in pasejo po svojem. Pod prevalom smo nabrali pušelj za cilko. Na jezercih pa smo pognali v breg še Jalono, da je odstopicala za kravami. Osmežili smo se z vodo in odšli nazaj proti domu. Torej, to je ta res zelo zanimivi teren in zdaj povsem razumljivo je, da je to bolj živahno in zanimivo kot pisanje, bi rekla. Vprašanje glede pisanja ti bom pa zastavila v zvezi z nekim drugim zapisom, in sicer v zvezi z zapisom o Novi Gorici, z naslovom Novogoriški postmodernizem, ki je v bistvu Špelino posvojeno rojstno mesto oziroma kamor se je preselila. Ali je ravno to bil vzrok, da si se odločila pisanja o njem, ker je nekako po definiciji bila ta selitev zate verjetno zapustitev cone udobja in si verjetno malo drugače na mesto gledala kot na Ljubljano ali pa Šmarno goro? Ja, ne bi rekla, da je bilo tako ravno zapustitev cone obdobja, ampak ko smo izvedli ta novogoriški hodinar, se mi je pa zdelo že dolžnostnostno, da to prevzamem jaz in napišem. Zagotovo je pa pisanje iz takšne pozicije, da si in nisi Novogoričan, namreč jaz ne živim v Novi Gorici, ampak v bližnjem zaselku Renče. Sem pa veliko v Novi Gorici in moj mož je Novogoričan, pač Novogoričan druge generacije, kakor vsi Novogoričani. In ne, čisto tako dolžnostnostno se mi je zdelo, da to sama zapišem in prevzamem in da je ta pač esej moj, no, na nek način. To je to. Kaj pa zdaj še nekaj takih teoretskih obveznih vprašanj, ne vem, kako vidite mesto antropologije v sodobnem svetu, namreč a je to sploh antropologija v tej knjigi, te antropološki eseji, sicer imajo tak podnaslov, ampak toliko interdisciplinarno, toliko nekih ved se mi zdi in spoznanj se prepleta, da bi, ne vem, kakšen je vajen odgovor, kako gledate na to? Ja, jaz bi rekla, da so te eseji in cela knjiga seveda neizpodbitno antropološki, že zaradi metodologije, ki tiči v ozadju. Kaj je bilo vprašanje, kaj je mesto antropologije nasproti drugim vedam? Ja, a se lahko take knjige in to vrstno pisanje v bistvu nek poskus približevanja antropologije, to bo zdaj absurdno slišati ljudem, ker pač že v izvoru besede je človek. Ja, taki poskusi pač, ne vem, jaz temu rečem eksperimentalno etnografsko pisanje recimo, seveda imajo v ozadju tudi to željo, da se približaš širši publiki, ampak mislim, da to vsaj v mojem očišču ni glavni namen tovrstnega pisanja, ampak da tovrstno eksperimentalno etnografsko pisanje, da ima v ozadju ene premisleke o neki refleksiji pač prevladujočega koda pisanja, in kaj nam ta prevladujoč kod prinese, in če ga pač spremenimo, a lahko drugače pogledamo na neke stvari, a nam prinese neke nove premisleke potem tovrstno pisanje. A se mogoče tovrstno pisanje boljše uskladi oziroma uglasi z videnjem, oziroma lahko to prevedemo v neko vprašanje, kaj izpuščamo v nekem konvencionalnem antropološkem pisanju in kaj tako pisanje potem prinese. Tako da mislim, da so te premisleki meni osebni bolj pomembni, kot da pride ta knjiga res, mislim, da seveda verjetno je lažje berljiva na nek način. Druga stvar, ki se pa meni zdi pri tem pisanju
mogoče niti ne pri hudopisih, ampak ne vem, pri drugih knjigah, ki se lotevajo podobnega takega eksperimentalnega pisanja, da zajamejo te čustvene odtenke, ki se pojavijo na terenu, atmosferske odtenke, ki jih je težko zajeti v nek mogoče mal bolj konvencionalen, racionalni jezik. Gre za neko drugo vrsto upovedovanja, ki ne bi rekla niti, da je boljša od konvencionalnega, samo drugačna in mogoče lahko uloviš druge odtenke, no, enostavno. Koliko je ta avtoetnografija sovpada z avtofikcijo na polju leposlovja pravzaprav? To me zdaj na splošno sprašuješ. Ja, to mislim, da je korak še dlje, a ne? Če se gre pač v nek antropološki roman, ki je že potem na meji fikcije, a ne? In to ima tudi, verjetno ima tako pisanje nek drug namen, no? Tako da hudopisi niso bili narejeni s tem namenom, da bi segli tako daleč, a ne? Ampak samo z namenom nekega drugega upovedovanja terenskih izsledkov, recimo temu, no. Zanimivo pa je, no, kaj naredi recimo neko tako drugo upovedovanje. Jaz sem pred kratkim brala nek članek antropologinje, ki se ukvarja z Audrey Kusherov, ki se ukvarja z anthropoetry, z antropoezijo, in je potem v svoj članek, ki je pač skoraj da klasičen etnografski članek, vstavlja pesmi, ki delujejo kot neke take fotografije iz terena, ampak so pač pesmi, a ne. Njen teren je bil težek čustveno in so potem te pesmi, ki opisujejo pač to grozo mladoletnih migrantov in vse, kar se jim dogaja. Zanimivo je spremljati, kako kot bralec, a ne, bereš pač nekje na površju ta etnografski, klasičen tekst, antropološki recimo, in potem prebereš pesem in te pobere noter v eno luknjo, a ne, čustveno, in potem spet bereš naprej ta klasičen tekst antropološki, ampak ga bereš drugače, a ne. Tako mogoče je čisto zanimivo spremljati, kakšen vtis naredijo, ne vem, malo drugače povedani, malo drugače zapisani teksti na bralca, no. To sem jaz pri sebi opazovala tudi za zadnje čase. Hvala. Kaj pa slovenska znanstvena publicistika, bi, ne vem, bi ti tvegala kakšno oceno ali pa kakšne omembe podobnega pisanja, ne vem, kaj pa vem, Ana Svetelj morda, kaj tudi napol z eno nogo v literaturi, ali kakšna je v antropologiji in etnografiji, no, kako je zdaj, kaj bereš z užitkom? Ja, tudi strokovna besedila so lahko napisana na različne načine, ne. In ne vem, konkretno skupaj smo zdaj v okviru Natašinega projekta prebrali knjigo Rebeke Solnit Wanderlust, ne, in tudi strokovna besedila so lahko napisana na takšen način, literariziran, da jih je z užitkom prebrati, ne. Tako, drugače pa, ja, berem predvsem strokovno literaturo, na beletristiko si pa ponavadi, zato ker me je pač to strokovno delo vodilo iz področja v drugo področje, se mi zdi, da vedno sem v nekem zaostanku s temi znanstvenimi članki, da izkoriščam pač popoldneve, vikende in počitnice tudi za strokovno branje in potem si vedno literarna dela prihranim za nagrado, ko se prebijem preko dveh prispevkov obveznega čtiva, da potem lahko tudi si privoščim neko beletristiko. Mi je pa neizmeren užitek, na primer, ne vem, spoznavati tudi to območje, ki se mu mi zdaj posvečamo, ne. Nekaj drugega je brati strokovne prispevke ali pa, ne vem, prispevek za območje med severnega Jadrana in Alp Klaudija Magrisa, ne. Tako da tudi včasih literatura lahko doprinaša k nekemu
atmosferskemu poznavanju območja. No, zdaj mislim, da počasi se že kar bližamo koncu, tako da se morda še lahko vseeno za konec se vrnemo na začetek spet in sicer v to seminarsko nalogo, fotostrip. To se mi zdi super, pa vendar me zanima, kako gledata. Tudi imeli smo pač, seveda pred tem pogovorom smo se skoraj da uživo dobile in se malo pomenili o tem, kaj bomo načele, kako bojo vprašanja si sledila, ne ravno dobesedno, ampak tako nekako. In tudi smo se potem zedinile glede teh fotografij, ki so zdaj zadaj predvajajo. S tem, da tukaj nismo bile vse pač istih misli takoj na začetku. Pa vendar me zanima, zanimivo se mi je zdelo, ja, pač vse od teh poti, ne, seveda zapisi, vsi ti antropološki eseji, vseh 7 je opremljenih z nekimi fotografijami. Kako nekdo, kot sta vidve, ki absolutno verjame v moč besede, se sprijazni s tem, da vendar je pa prevlada vizualnega, ker kot smo rekli, čim se zadnji predvajajo slike, nekaj, kar se giblje, bojo ljudje neizogibno tja usmerili najprej pogled. Ne vem, mogoče je zdaj meni prišlo na misel ob tem tvojem vprašanju ta uporaba fotografij v naših hodinarjih, tudi ker se mi zdi, da so te vse fotografije so posnete na naših hodinarjih. In fotografiranje je nekaj, kar pač ljudje počnemo danes, ne. In ko smo prehodili te poti, smo seveda fotografirali in ena od teh vaj oziroma večernih delavnic je bila vezana tudi na fotografije, ne. Tako da so tudi del te metodologije fotografije, no. Kjer smo potem na raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili, ob fotografijah pokomentirali pač na kakšen način odgovarja ta naša fotografija raziskovalnemu vprašanju. Tako da ne vem, nama se je zdelo potem tudi, mislim, da je eden od esejev je tudi pač vezan na to delavnico in so tle tudi predstavljene fotografije in odgovori najinih kolegov, ki so sodelovali v tej vaji. Tako da mogoče smo jih tudi zato predlagali, ker so res tesno spojene tudi z metodo, no. Ja, tudi, kako je že v tistem zapisu po teh šavrinkah pisali, da sta spali za tem zidom pokopališkim in tiščali k sebi fotoaparate, ne. Ne vem, imaš še kaj dodati? Mogoče bi se samo zahvalila, da za te fotografije, nekatere so najine z Natašo, glavnina jih je pa se mi zdi od najine kolegice Maje Topole, ki ni nikjer navedena in vedno vestno dokumentira vse naše hodinarje, tako da jo samo še omenimo nad tem. A v knjigi, ja, tukaj ni, ne, da se vzadje vrtijo, ne. Torej ja, mogoče bi omenila samo še to, da ja, dejansko nekako delovni naslov tega večera je bil pol hoja po robu, ker v bistvu gre za večina esejev se dejansko res suče po robu slovenskega etničnega ozemlja, tako nekako, ne, zahodni rob ali te Koroške grape ali Porabje in te papirne cvetice, vse nekako na meji, kar je pač prikladna metafora tudi zato, da je to na meji med metodologijami in med vsem tem. Pa ne vem, a je to naključje, da je to tako, ali zakaj ste se odločili za glih ravno ta območja? Ja, veliko teh hodinarjev je bilo vezanih na naše terene v okviru programske skupine Dediščina na obrobjih, ki sicer ni nujno vezana ravno na ta področja obmejna slovenska, ne. Ampak to je bil, ko smo mi pridobili to programsko skupino, to je bil tudi čas covida, in so bile enostavno te tereni, ki so bili blizu doma, so bili najbolj enostavni. Po drugi strani so pa tudi nekako sovpadali z našo tematiko. So pa ta robna mejna področja bila zanimiva tudi zaradi same teme, ki jo obravnavamo.
In sicer mi se ukvarjamo pač z dediščino na nek iz perspektive kritičnih dediščinskih študij, in stvari se ob mejah nekako zgostijo. Tako kot recimo v tem eseju v Porabju je bilo neverjetno, kakšno množico vseh dediščinskih zgodb oziroma različnih apropriacij, originalnih, manj originalnih, bolj originalnih smo slišali. Tako da so obmejna področja tudi ena od takih zanimivih področji za opazovanje dediščino. Tudi zato ni naključje, da so vezana na ta področja. Ko smo že pri dediščini, morda lahko napoveste tudi naslednji dogodek, ki bo vključeval oziroma o katerem bo beseda v tem projektu tekla, in to je ta seminar o dediščini na obrobju. Povabljeni 29. in 30. november organiziramo sodelavci te že omenjene skupine mednarodno srečanje, mednarodno konferenco dediščino na obrobjih na tem mestu od 9. zjutraj in v Prešernovi dvorani 30. Lepo povabljeni. Hvala, zdaj pa predem predam ta edini dragoceni mikrofon še občinstvu. Še eno tako osnovnošolsko vprašanje za konec. Kam bi pa vidve še radi šli hoditi? Ja, mislim, da sem že prej omenjala, da sem že od svojega, ne vem, že od 90. let, preden je Santiago de Compostela ratal tako zelo populariziran, pa evropska kulturna pot, sem želela iti v Santiago, ne. Zdaj pa mislim, da bom šla prej na istrski Camino skupaj z Natašo. S to Natašo? Bi šla ti kam drugam? Jaz bi šla z veseljem za špelo na istrski Camino, ampak jaz sem imela zdaj v mislih pri tem tvojem vprašanju, sem se namreč ravno vrnila iz Barcelone v soboto, kjer sva bile tudi skupaj špelo. In sva na tem enomesečnem gostovanju na Univerzi Ramon Llull izvedle tudi eno krajše terensko delo, en krajši obisk pri v tem predelu pred Pirinejev, no. Tako da tle sva midve že bile kot študentke, tako da to področje poznava in ob tem obisku sem pa jaz pomislila, da mogoče me bo pa tja še pot zanesla v kratkem.